2 dni po aktivaciji 37. člena zakona o obrambi so mešane patrulje, ki naj bi razbremenile novomeške policijske enote na slovenski južni meji. Mešano patruljo smo danes srečali v naselju Slovenska vas. Tudi o policistu na bližnjem mejnem prehodu je v popoldanskih urah stal oborožen vojak. Hvala, srečno. Hvala, srečno. In kaj o mešanih patruljah pravijo domačini? V Slovenski vasi je bila Urša Vrečar. Natanko 14 dni po smrti Aleša Šutarja na območju novomeške policijske uprave še vedno delujejo okrepljene policijske enote. Prihajajo iz različnih delov Slovenije na upravljanje nalog na policijsko upravo Novo mesto oziroma v tudi samo Novo mesto in seveda občino Škocje in Šentjernej, kjer je pravzaprav ta problematika v tem trenutku največja. A policistov očitno ni dovolj. Na dan sprejemanja Šutarjevega zakona je vlada tako aktivirala pomoč Slovenske vojske. Mešane patrulje so danes že na terenu, tudi tu na mejnem prehodu v Slovenski vasi. Drugo patruljo srečamo sredi naselja Slovenska vas. Koliko mešanih patrulj je bilo danes na terenu, pri Slovenski vojski sicer ne razkrivajo. Naj bi pa njihovo prisotnost v prihodnjih dneh še okrepili. Vojaki ob policistih za nas niso nič novega, pa pripovedujejo domačini. Je pa bilo, ja, tudi. Nič, kaj, meni nič ne smeta, ne? Ne vem, če bo i drugim kaj smetalo, ne? Brez veze. Brez veze. Ne vem, zakaj, pa se nismo v vojnem stanju, da bo zdaj tukaj vojska hodila. Nič novega še pripovedujejo, niso v Slovenski vasi niti tujci, ki nezakonito prestopajo mejo. Jih je pa še pravijo manj kot pretekla leta. Včasih je še, ne pa tako, kak je naprej bilo. Včasih pa še grejo po noči. Sliši se, ko pesi lajajo, pa grejo. Mičkino jih je manj, ne? Ampak so take skupine, zadnjič jih je šlo mendenih 15, samih mladih pobov. Ne vem, tak 15, če je imel kjer 20, ne? Oni grejo tako po cesti dol, ko pride kakšna patrulja, jih pobere, popiše in jih vozi. Slovenska vojska bo zagotovila do 40 svojih pripadnikov, ki bodo v mešanih patruljah varovali državno mejo. Opremljeni pa bodo, pravijo pri Slovenski vojski, z osebno opremo in oborožitvijo. Sodelujejo pa pri varovanju postopkov s tujci ter njihovem prevozu v azilni dom. Novomeški policisti, ki bi sicer opravljali te naloge, pa so bili, pravijo na generalni policijski upravi, preusmerjeni na druge naloge.